Živjo, kaj pa je v teh dveh škatlah? A je to zlat zaklad? No, ni čisto zlat, pa tudi ni zaklad sam po sebi. Ampak to postane, če to, kar je v njem, redno in z užitkom uporabljamo. Pa poglejmo, kaj je noter. V tej škatli je ASICS Nimbus 21, v tej drugi pa ASICS GT 2007. Najprej preizkusil Nimbus 21. Super, dober občutek. Naj povem, gre za paradnega konja med ASICS-ovimi modeli v razredu nevtralnih tekaških copat, torej namenjenim tekačem, ki nimajo prekomernega nagibanja stopala in gležnja navznoter, torej niso prekomerni pronatorji. Če ga vzdolžno upognem, čutim, da je vzdolžno precej čvrst, kar je v bistvu koristno za tekače, ki imajo nekoliko šibkejše stopalo. Opetnik je z notranje strani zelo dobro oblazinjen, je dodatno učvrščen in precej nizek. Višinska razlika med peto in prsti je 10 mm pri moških, pri ženskah pa 13 mm. ASICS se je očitno odločil ženskam podariti 3 mm dodatne pete, s tem so v bistvu dosegli, da se rahlo razbremeni ahilova tetiva. Objem stopala v prednjem delu je precej širok, kar pomeni, da je primeren tudi za tekače z nekoliko širšim stopalom. Namreč, ko mi tečemo, se z vsakim dotikom stopalo nekoliko razširi in če je tekaški copat preozek, lahko pride do stiskanja živcev. Te živci se lahko poškodujejo, to pa čutimo kot mravljinčenje in pekoč občutek v prednjem delu stopala, kar seveda ni dobro. V prednjem delu je vrhnji del večplasten in zelo zračen. ASICS GT 2007. To je tekaški copat, ki je namenjen za tekače, ki imajo poudarjeno pronacijo, torej poudarjeno nagibanje stopala in gležnja navznoter pri teku. Ravno zaradi tega ima ta tekaški copat podplat pod stopalnim lokom dodatno učvrščen, kar je označeno z napisom Dynamic Duomax. ASICS GT 2007 spada nekako v ta klasičen razred stabilnejših tekaških copat. Naprimer, od paradnega konja Kayano se razlikuje v tem, da je ta rahlo manj oblazinjen, je pa bolj upogljiv. Hkrati je pa nekoliko lažji. Torej, če kolebate med nakupom Kayana ali pa GT 2007, predlagam, da se odločite na osnovi treh vidikov. Če ste, naprimer, lažji tekač, želite hitrejši tekaški copat, ki je lažji in imate čvrsto, močno stopalo, potem vzamite raje to. Višinska razlika pri tem modelu med peto in prsti je 10 mm, tako za moške kot za ženske. V prednjem delu je tekstil večplasten in zelo zračen. Ta copat pa je tudi širši, posebej, če ga primerjamo s predhodnikom GT 2006. Torej je ta tekaški copat primeren tudi za tekače z nekoliko širšim stopalom. Oba modela ASICS Nimbus 21 in GT 2007 imate zelo mehko peto, kar je lastnost, ki pride prav predvsem tekačem, ki tečejo na način, da najprej udarjajo s peto ob tla. Mehka peta je po zaslugi ASICS gela in vmesnega dela podplata Flyfoam Light. Ta vključuje tudi organska vlakna, ki imajo funkcijo ojačanja celičnih sten, da je material hkrati lahek in se pri razbremenitvi hitro vrne v prvotno obliko. ASICS Nimbus 21 ima tudi v prednjem delu peno Flyfoam Propel, ki omogoča večji odriv. Obarvanost v črno, zlato in rdečo je meni zelo všeč. Kaj pa tebi? Punce, žal, za vas ni teh barv, ampak imam dobro idejo. Svojega najdražjega lahko obujete v te tekaške copate, da bo še bolj zlat. Vsem želim, da najdemo dobro tekaško obutev, ki jo bomo dobro uporabljali. Se vidimo!